Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so v tednu Helen Keller, ki poteka po vsem svetu in je namenjen obeleževanju življenja in dela izjemne gluhoslepe ameriške pisateljice ter borke za pravice gluhoslepih, predstavili publikacijo 62.a člen Ustave Republike Slovenije, ki so jo posvetili ob 2. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Urednika publikacije, magister Cveto Uršič in Matjaž Juhart, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, sta z nami delila svoje izkušnje, misli in vpoglede v pomen ter pomembnost tega zgodovinskega trenutka. Kmalu po sprejemu ustavnega zakona v Državnem zboru se je porodila ideja, da bi ves ta dolgoletni trud arhivirali, zapisali za generacije, ki prihajajo z nami. Skozi svoje prispevke sta nam predstavila ozadje, proces in izzive, ki so spremljali ta pomemben korak za priznanje slovenskega znakovnega jezika in pravice gluhih in naglušnih skupnosti v Sloveniji. Priprava, zbiranje gradiva za zbornik, za vsak zbornik je zahtevno in na nek način tudi kar dolgočasno delo. Najprej treba je seveda poiskati sogovornike. Kdo so tiste osebe, ki o vsebini, o kateri pišemo v zborniku, torej v našem primeru o slovenskem znakovnem jeziku, o jeziku gluhoslepih, največ vedo. Tisti, ki poznajo zgodovino. Tukaj je bilo relativno enostavno. Na zvezi Matjaž Juhart, predsednik, so vedeli, tudi jaz, glede na to, da sem že dolgo časa vpet v to dogajanje, smo vedeli, koga je povabiti. Tisti, ki so leta in leta na zvezi se trudili, da bi slovenski znakovni jezik bil prepoznan. Udeležence sta nagovorila tudi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič in gluhoslepa oseba Metka Knez. To, da je jezik gluhoslepih vpisan v Ustavo Republike Slovenije, pomeni pravico osebam s gluhoslepoto, da uporabljamo svoj jezik. To, kako pa zadeva zaživela v praksi, pa pomeni, da je še pred nami kar nekaj korakov, in sicer potrebno je sprejeti zakon, ki bo to urejal. Se pravi zakon, ki bo urejal pravico do uporabe in razvoja jezika gluhoslepih. Po predstavitvi publikacije so si udeleženci ogledali muzej Hiše znakovnega jezika, kjer je prikazana zgodovinska pot gluhih na Slovenskem. Na primer, ustanovitev prve organizacije gluhih v Ljubljani in fotografije, ki prikazujejo zgodovino izobraževanja, znakovnega jezika, športa in kulture gluhih. Na ogled so tudi najrazličnejši tehnični pripomočki, ki so jih gluhi uporabljali nekdaj, in gradiva za poučevanje slovenskega znakovnega jezika.
Ogledali so si tudi dokumentarni film 62A, Od prepovedi do ustave.